pozdrav vsem, tako je. Jaz sem Maja Pušnik, prihajam iz Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. In danes vam bom predstavila naše delo, ki smo ga strnili v bistvu v članku Towards a Self-Assessment Tool for Enabling Inclusive Digital Education. V bistvu pa gre za predstavitev nekih začetnih korakov, ki jih skupaj s kolegi Boštjanom Šumakom in Katja Kaus izvajamo v sklopu projekta, ki nosi delovni naslov Set for Inclusion. Glavni cilj, če vam kar zdaj izdam, je, da se razvije eno orodje, s pomočjo katerega bodo lahko visokošolske ustanove ocenjevale pripravljenost na oziroma ovrednotile, kako pripravljene so na inkluzijo v svojih ustanovah. Zdaj, kje smo, vam danes povem, kam gremo, kaj smo že naredili, kaj še moramo in morda tudi, kako nam vi lahko pri tem pomagate. Okej, to je kazalo, torej po uvodnih besedah bom povedala te glavne termine, ki smo jih pač uporabljali, na katerih obstoječih ogrodjih smo sloneli in v zaključku torej aktivnosti, ki sledijo. Osnovno izhodišče, inkluzija ni več nekaj, kar je dobra praksa, kar je zaželeno, kaj bi bilo fajn, da je nekaj nujnega, kar je potrebno vedno bolj vključevati v izobraževalne ustanove. Tukaj smo izpostavili pomen enakih možnosti za prav vse študente, ne glede na njihove različne potrebe in ozadja, torej da izključimo kakršnokoli diskriminacijo na tem področju. Zdaj, nismo čisto inovatorji na tem področju, marsikaj se je že razvilo, so že obstoječe rešitve, sloneli smo predvsem na konceptu oziroma orodju Index for Inclusion, pa morda malo bolj znanemu Selfie orodju, ki je namenjen predvsem za osnovne šole. Na podlagi teh dveh orodij smo z dodatnimi aktivnostmi v bistvu pripravili orodje za eno razširjeno obliko merjenja inkluzije v visokošolskih ustanovah. Zakaj inkluzivno izobraževanje? Verjamem, da že vsi veste, pač definicije smo pobrali iz različnih virov, torej obravnava raznolike potrebe prav vseh učencev oziroma študentov v našem primeru, spodbuja večjo udeležbo pri učenju, kulturi in skupnosti o zmanjšanju izključenosti na področju izobraževanja. Vključuje študente tako z in brez invalidnosti v neko skupno okolje, v skupne učilnice, pri čemer poudarja to enakovrednost prav vseh in razvija neko znanje na vseh področjih. Torej, da se urniki prilagodijo, da se vsebine prilagodijo, da se materiali pridobijo in nekako izpolnijo pričakovanja prav vseh udeležencev. Digitalna vključenost je osredotočena na to digitalno okolje, kjer se je potrebno prilagoditi tehnološkemu napredku, vključiti vse, kar je možno v naše primarno okolje, da s tem zagotavljamo digitalno enakovrednost, ter da prepoznamo, kje smo, kakšne so ovire nasploh in konkretno v našem okolju in da te ovire tudi skušamo odstraniti. Zavedati se pa moramo, da je to kompleksno področje in le z nekim skupnim trudom bomo na tem področju tudi uspešni. Vse to nekako umeščamo v digitalno transformacijo, izpostavili smo to evropsko strateško vizijo za visoko kakovostno, vključujoče in dostopno evropsko digitalno izobraževanje, ki se izvaja na različnih nivojih, na tehnološkem nivoju študentov, učiteljev oziroma profesorjev ter asistentov, na nivoju izobraževalne ustanove in nenazadnje na nacionalnem in regionalnem nivoju. Torej naša ideja je, da
ponudimo neko orodje visokošolskim ustanovam, da bodo lahko ocenile, kako daleč so, kako so pripravljene na inkluzijo, kakšen je nivo digitalne dostopnosti, ki ga omogočajo v svojih fakultetah oziroma univerzah, in da jim podamo torej neko povratno informacijo, kako se lahko izboljšajo. Torej, da s tem posredno, po korakih, iterativno oziroma zagotavljamo, da bodo vsi učenci imeli dostop do vseh materialov, do vseh virov, do vsega, kar vključuje pač univerzitetno okolje. Tukaj smo izpostavili različne invalidnosti, torej potrebno je poskrbeti za prav vse, izpostavljeni pa so učenci oziroma študentje z okvaro vida, okvaro sluha, kognitivnimi motnjami in motoričnimi motnjami, seveda pa potencialno so tukaj še kakšne druge kategorije. In izpostavlja, kaj se da vse narediti, vsaj v tem začetnem nivoju. Tukaj je izpostavljenih par klasičnih, pa dokaj enostavnih ukrepov, kako omogočimo, kako izboljšamo dostopnost in inkluzijo vseh udeležencev. Zdaj, če samo navedem ta glavne, torej za učence z okvaro vida poskrbimo, da so naši materiali dostopni vsaj na ta način, da slike in grafike opremimo z alternativnim besedilom. Recimo tukaj na podlagi mojih izkušenj smo že uspešni, poskrbimo za barve z visokim kontrastom in velikostjo pisave. Naslednji, učenci z okvaro sluha, vključitev napisov in prepisov za zvočne vsebine. Profesor Dugovnik je že predstavil nekaj aktivnosti na tem področju. Kaj dosti pa iskreno, recimo pri nas se še vsaj na našem inštitutu še nimamo tukaj izkušenj. Potem učenci s kognitivnimi motnjami, za njih je potrebno uporabljati jasen in preprost jezik, jasna navodila. Za vse, ki prihajate iz akademskega okolja, veste, da smo profesorji oziroma asistenti zelo obremenjeni, da na letni ravni generiramo ogromne količine vsebin in da pogosto grešimo tukaj, da bi res uporabljali jasne slajde, preprost jezik, minimalno neprenasičenih vsebin in podobno. Ter zadnje, učence z motoričnimi motnjami, da oblikujemo vsebino, ki bo dostopna, torej ne samo z miško, tudi z tipkovnico ali z drugimi metodami dostopa. Skratka, nekaj je že, zagotovo pa je tukaj veliko, kaj še moramo narediti, in rezultat tega našega projekta Set for Inclusion bo ponudil neko oceno, torej kje smo, kaj manjka in katero smer je treba še vlagati svojo energijo. Kot rečeno, nismo se prvi spomnili tega, slonimo na že nekih obstoječih rešitvah, izpostavili smo selfie, na tem smo največ delali oziroma skušali prenesti to orodje v našo malo specifično visokošolsko okolje in prav tako Index for Inclusion je en tak podoben koncept. Pa da samo povzamem, kaj je cilj tega selfie orodja, je oceniti digitalno pripravljenost, torej da se osnovne šole konkretno ocenijo, kako so pripravljene na digitalno integracijo, spodbujati samorefleksijo, ker če ne vemo, kje smo, kakšna je naša neka ocena, potem se ne moremo izboljšati, in fokus na izboljšavo digitalnega učenja, ker je treba identificirati neka področja, kjer lahko vpeljemo neke izboljšave, optimiziramo zadeve in izboljšamo inkluzijo v našem okolju. Selfie v bistvu že definira nekih 7 domen, ki smo jih prav tako vzeli za svoje z raznimi modifikacijami. Tudi v visokošolskem okolju je pomembno naslednje, torej treba je oceniti, kako je z inkluzijo na področju praks poučevanja in učenja, na področju praks ocenjevanja,
same vsebine in učnih načrtov, mreženje in sodelovanje, profesionalni razvoj pedagoškega osebja, prakse vodenja in upravljanja ter sama infrastruktura. Podobno cilj Indeksa for Inclusion je prav tako spodbujanje nekega inkluzivnega izobraževanja, izboljšanje vključenosti vseh uporabnikov, ocenjevanje tega nivoja vključenosti in opolnomočenje vseh udeležencev v visokošolskem okolju. Skratka, želeli smo korak naprej, zato smo ta dva ogrodja združili v en tak skupen model, ki je viden tukaj prikazan na tej sliki, ki dejansko združuje koncepte enega in drugega, in ta model smo razširili z dodatnimi dejavniki. Te dejavnike, pomembne recimo elemente prakse na področju inkluzije smo povzeli iz različnih virov. In sicer naredili smo pregled literature, kaj znanstveniki na tem področju, konkretno na področju visokošolskega izobraževanja, ne pa izključno, izpostavljajo, da je zelo pomembno, in razširili ta model. Pripravili smo v bistvu nek nov nabor faktorjev, ki so pri merjenju inkluzije pomembni, in z različnimi anketami to tudi preverjali med pedagoškim osebjem in med v bistvu vodilnimi funkcijami v visokošolskem izobraževanju. Ter izpeljali smo tudi delavnice, kjer smo komunicirali z različnimi strokovnjaki, med drugim tudi s profesorjem Debevcem nam je pri tem pomagal pripraviti osnovno ogrodje za naš model oziroma našo rešitev ocenjevanja inkluzije. To so naše domene, torej razširjen selfi v bistvu, malo prilagojen, dopolnjen z novimi izsledki v znanstveni literaturi. Razdelili smo na naslednja področja, torej samo vodenje je pomembno, da se oceni, kako je seznanjeno z pomenom inkluzije in kaj naredi za to. Samo sodelovanje in mreženje, infrastruktura, oprema in tehnologije, to nenehno strokovno izpopolnjevanje, zagotavljanje sredstev za pedagoško dejavnost, prakse ocenjevanja in digitalne kompetence učencev. Torej to so naše kategorije, znotraj teh kategorij je ogromna količina faktorjev, ki jih bodo visokošolske ustanove v bistvu preko enega vprašalnika, ki bo temeljil na 5-stopenjski Likhartovi lestvici, lahko ocenjevali, kako v kolikšni meri izpolnjujejo pač posamezno kategorijo. Ti rezultati bodo na koncu dali en indeks, neko številko, in podali visokošolskim ustanovam neko oceno, kako napredni so na tem področju, oziroma izpostavili tista področja oziroma domene, kjer so dosegli nižje rezultate. Kasneje bomo ponudili tudi učna gradiva oziroma neke dobre prakse, da bomo profesorjem oziroma upravi, zaposlenih v upravi, ponudili pomoč, kako izboljšati torej situacijo v svojih ustanovah, pa lahko potem ponovno izpolnijo oziroma uporabijo to orodje s pomočjo vprašalnika, in se pričakuje, da bodo dosegli višji rezultat, in potem to nenehno počnejo v tej ideji nenehnega izboljševanja, torej prepoznavanja svojih pomanjkljivosti in izboljševanja na področju inkluzije, digitalne dostopnosti. Torej za zaključek, zaenkrat ta projekt traja 1 leto, mi smo ravno v začetnih fazah, samega orodja vam še ne morem pokazati, ker še ni implementiran do konca. Smo pa že ogromno nekih pozitivnih odzivov prejeli, ker to predstavlja en tak celovit pristop k razumevanju vseh dejavnikov, ki vplivajo na to, ali je neka organizacija inkluzivna ali ne.
ki omogočajo neko samorefleksijo, in izpostavljajo področje, ker smo potencialno, imamo neke pomanjkljivosti, pa nam ponujajo pomoč, kako te naše pomanjkljivosti izboljšati, izpopolniti, zmanjšati te ovire, s katerimi se morajo, se srečujejo, študentje oziroma udeleženci naših ustanov. Torej, kot sem že dejala, smo v procesu razvoja tega orodja, zraven tega, da smo, preštudirali obstoječa orodja, kot je Selfie, smo, naredili sistematični pregled literature, zaenkrat je 133 člankov, torej, različnih člankov, geografsko, zelo razpršenih, izpeljali ankete, in sicer ankete za študente in ankete za osebje visokošolskih ustanov. To smo naredili v vseh partnerskih državah, ki vključujejo Španijo, Italijo, Portugalsko, Slovenijo in Turčijo. Pridobili več kot 200 odgovorov na teh različnih področjih in zaenkrat izpeljali 10 delavnic, 2 v vsaki partnerski državi, v sklopu katerih smo preverjali ustreznost našega postavljenega modela. Zaenkrat imamo model pripravljen, naslednja faza je implementacija, rešitve, ki bo potem dejansko služila kot to samo evalvacijsko, orodje. Smo pa še vedno odprti na predloge. Ti 2 anketi, ena za študente, ena za udeležence, sta še vedno na voljo. Tukaj vam zdaj nisem dala, ravno linka do ankete, ampak če koga zanima, si lahko to pogleda. Znotraj, teh anket se skrivajo vsi ti faktorji, ki potencialno vplivajo oziroma s pomočjo katerih bomo merili, nivo inkluzivnosti, v visokošolskih ustanovah. Tako da, če koga zanima, me lahko pocuka za rokav in mu posredujem več informacij. To je vse z moje strani. Za vprašanja zraven mene še pa lahko kontaktirate ostale kolege na projektu, to sta Boštjan Šumak in Katja Kos. Hvala. Hvala za predstavitev. Če so kakšna vprašanja, mogoče? Vidim, da je. Samo mikrofon. Ana Vojnović-Zorman, dostopno.si, RTV Slovenija. Glede na to, sicer se pogovarjamo o digitalni dostopnosti, pa vendar, s 1. septembrom so otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah in dijaki dobili pravico do neomejenega števila ur tolmača med poukom. Žal se to ni zgodilo na fakultetah. Pa me zanima, če boste tudi v tej smeri kaj. Namreč, kot sem govorila, z gluhimi, bi bilo to tudi potrebno. Hvala. S tem nisem sicer seznanjena. Dobro, da ste izpostavili. Kolikor sem seznanjena, vsaj na naši fakulteti nimamo, tolmačev. Mi smo fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, in načeloma smo zelo tehnološko dobro podkrepljeni. Da bi pa prav imeli tolmače, pa ne, da bi vedela. Lahko samo povzamem morda izkušnje, naših študentov, ki so gluhi oziroma naglušni. V času, covida, ko je bilo v bistvu vse na daljavo, je to potekalo okej, za njih je bilo to ustrezno. Zdaj pa si pomagajo z nekimi drugimi tehnološkimi, rešitvami. Glede vpeljave tolmačev pa je nekaj, kar bi morala odpreti na malo višjem nivoju, da se pozanimam, če je to sploh za nas, izvedljivo. Hvala. Če lahko samo malo pomagam. Prihajamo z iste fakultete, sicer z različnih, področij, ne. Jaz sem v svoji kar dolgi pedagoški, karieri srečal zelo malo študentov, ki so imeli kakršnekoli ovire, ne. Mislim, da sem imel 2 študenta, ki sta bila gluha oziroma naglušna, ne gluha. Slepega nikoli nobenega.
mislim pa, da je bil en slep pri nas pred kratkim, ne. Nekaj je pa študentov, ki so označeni, da imajo težave, ampak ne vemo točno kakšne. Mislim pa, da imajo kakšno disleksijo ali pa kaj podobnega. Tega je vedno več, ne. Tako da mogoče nismo čisto pravi naslov, ne, za tole. Za ta odgovor. Dodatno, recimo, da se zadnjih 2-3 leta zavedam, vsaj jaz, da imamo študente z posebnimi potrebami, da je to tudi izpostavljeno, da smo o tem obveščeni. Za študentko, za katero pač vem, da ima te težave, sploh ne bi vedela. Ne. V bistvu, ali jih prej ni bilo, ali so to skrivali, pa reševali pač svojo situacijo na drugačen način. Tako splošno. Ja. Definitivno se zdaj izpostavlja eno dobro, recimo, ker nimamo vprašanja vmes, ali imate omogočenega tolmača, ne. To recimo bi že lahko predlog za razširitev v bistvu našega orodja, res je. Ja. Tega nismo. Noben znanstvenik tega ni izpostavil v literaturi. Okej. Tule bi mogoče jaz kar lahko odgovoril, ker poznam tematiko. Vsaka fakulteta mora zagotoviti tolmača. Če je gluh študent tega potrebuje. Zdaj, ja, po zakonu. Ni neomejeno v tem smislu, da se morajo s študentom posebej dogovoriti, kako se bodo izvajali predmeti. Še kako Dobro. vprašanje? Pa hvala vsem.